Dragi gledalci in gledalke, v imenu organizacijske skupine Tedna možganov in sinapse Slovenskega društva za nevroznanost vas lepo pozdravljam na dogodkih današnjega dne. Družili se bomo na kanalu 2, čakajo pa nas 4 zanimiva predavanja. Naš prvi gost je psihiater Peter Kapš, ki bo v predavanju Odnos bolnika s psihiatrom v zdravljenju kronične duševne motnje osvetlil dejavnike, ki vplivajo na odnos med bolnikom in psihiatrom, ter razložil, kakšen vpliv imajo ti dejavniki na uspešnost zdravljenja kronične duševne bolezni. Kmalu zatem se nam pridruži naslednja predavateljica Breda Jelen Sobočan, psihiatrinja ter psihoterapevtka. V svojem predavanju Odnos in možgani nam bo skušala odgovoriti na vprašanja, kot so: kaj je torej odnos, kje se začne, kdaj se začne, kako se začne, kje ga občutimo, kje ga mislimo. Predavanje z naslovom Odnos med človekom in konjem bo nadaljevala Neja Magdalenc, akademska kiparka iz Zavoda Pastirica, Zavoda za povezovanje umetnosti in naravoslovnih aktivnosti. V predavanju o odnosu človeka in konja nam bo opisala, da je konj žival, ki je človeku pomagala ustvariti civilizacijo, kot jo poznamo. Njegova pristnost nam daje moč, ne samo fizično silo, temveč zbuja v naši psihi klic po osvobajanju duha in povezanosti s tisto divjo naravo, ki jo v ležernosti sodobnega časa potiskamo v stran. V odnosu s konjem lahko človek osvobaja spečo notranjo moč, skozi katero najde smisel pristne povezanosti. Današnji dan bo nato zaključila Nina Kočar, direktorica Inštituta za zaščito otrok, Lunina Vila s predavanjem Rane, ki lahko ostanejo za vedno. Vpliv travmatičnih izkušenj v otroštvu. Travmatične izkušnje v otroštvu, kot so nasilje, zlorabe, hude naravne nesreče, vplivajo tako na psihosocialni razvoj posameznika, kot na oblikovanje možganov, delovanje hormonskega sistema in drugih bioloških funkcij. Več o tem, kako in zakaj, pa izveste na predavanju. Naj se v imenu organizacijske skupine Tedna možganov in sinapse Slovenskega društva za nevroznanost zahvalim še Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS, Federaciji evropskih nevroznanstvenih združenj FENS, Fundaciji Dana, Metalka Mediji, Adria Labu in drugim sponzorjem in donatorjem, ki so nam omogočili organizacijo letošnjega Tedna možganov, ter seveda vsem gostom za sprejem povabila. Naj vas še povabim, da nas spremljate na naših socialnih omrežjih, Facebook, LinkedIn in Twitter. Prijavite se lahko tudi na novičnik Tedna možganov in sinapse. Link do prijave je dostopen v opisu dogodka pod videom na YouTubu in na obeh podstranih kanala 1 in kanala 2, kjer se predvajajo predavanja in komentarji filmov. Tu boste našli tudi povezavo, preko katere nas lahko podprete z donacijo. Preden pa začnemo z našim prvim predavateljem, pa naj se samo še spomnim, da je zadnjih nekaj minut namenjeno odgovarjanju na vprašanja. Link se nahaja v opisu YouTube videa in na naši spletni strani na podstranih kanala 1 in kanala 2. Zdaj pa besedo kar predajam našemu prvemu predavatelju Petru, ki je že z nami. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Si lahko kar naštimate prosojnice, če jih imate? Evo, super. Tako, seveda. Ja, evo, vidi se, odlično. Hvala za predstavitev. Pozdravljeni ljubitelji Tedna možganov tudi z moje strani, iz sončnega, danes čudovitega Novega mesta. Z vami želim deliti nekaj misli o odnosu med kroničnim duševnim bolnikom in njegovim psihiatrom v zdravljenju kronične duševne motnje ter o dejavnikih, ki vplivajo na sodelovanje bolnika v zdravljenju. Odnos je temeljno orodje zdravnika, ki vzpostavlja komunikacijo z bolnikom, ga spodbuja k spremembi, mu sporoča informacije o bolezni, možnostih nadaljnje diagnostike in zdravljenja, o možnih potekih bolezni. Zdravnik spremlja bolnikov odziv na zdravljenje, odgovarja na njegova vprašanja in skrbi, pomerja bolnikove strahove in še in še. Sodelovanje bolnika v zdravljenju pa nam pove, koliko bolnikovo vedenje
v smislu jemanja zdravil, upoštevanja diet ali drugih sprememb življenjskega sloga, sovpada z zdravnikovimi priporočili. Pri obravnavi bolnika s kronično duševno motnjo, na primer s shizofrenijo, je dobro vedeti, da so posledice nezdravljenja za bolnika hude. Kar 3/4 bolnikov s shizofrenijo brez ustreznega antipsihotičnega zdravljenja doživi ponovni izbruh bolezni najkasneje v 2 letih, z leti pa se ta delež še poveča. Poveča se tudi verjetnost potrebe po bolnišničnem zdravljenju in samomorilnost. Zato kronični duševni bolniki potrebujejo dolgotrajno zdravljenje. Dejstvo je, da veliko bolnikov ne jemlje zdravil tako, kot jim jih je predpisal zdravnik, oziroma ne upošteva natančno zdravnikovih priporočil. Dejavnike sodelovanja pri zdravljenju bolnikov s kroničnimi duševnimi boleznimi lahko razdelimo tudi takole. Dejavniki s strani bolnika, dejavniki s strani okolja, torej svojcev in širše družbe, dejavniki s strani zdravila in dejavniki s strani zdravnika. Poznavanje in upoštevanje teh dejavnikov pa lahko pomembno vpliva na uspešnost zdravljenja. Če začnemo z dejavniki sodelovanja v zdravljenju s strani bolnika, potem so ključnega pomena razlike med bolnikovimi prepričanji in razumevanjem diagnoze in predlaganega zdravljenja, ter na drugi strani zdravnikom, ki ima prepričanja o primernosti določenih načinov zdravljenja in zdravil in o tem, kako jih je treba uporabljati na podlagi biomedicinskega modela, torej znanja o delovanju možganov, poznavanja raziskav o delovanju zdravil ali drugih načinov zdravljenja pri določeni bolezni. Bolnik pa ima lahko drugačen, a enako prepričljiv nabor idej o lastni bolezni, o zdravilih na splošno in zlasti o svojih zdravilih. Bolnikova prepričanja temeljijo na njegovih željah, prioritetah, stališčih in življenjskih izkušnjah. Bolnikovo sodelovanje lahko bistveno oslabijo določeni simptomi kroničnih duševnih bolezni, na primer sumničavost, depresivni obup, brezvoljnost, težave s koncentracijo in spominom v okviru kognitivnega upada in pomanjkanje uvida. Uvid v bolezen je razumevanje in zavedanje bolnika, na primer s shizofrenijo, o naravi in vzrokih lastnega stanja. Za posameznika, ki ima dober uvid v duševno motnjo, je značilno prepoznavanje lastnega stanja kot bolezenskega, razumevanje socialnih posledic duševne motnje, razumevanje potrebe po zdravljenju, zavedanje specifičnih znakov in simptomov te duševne motnje ter sposobnost pripisovanja simptomov lastni duševni motnji. Pomanjkanje uvida je po raziskavah prisotno kar pri 1/3 do polovice bolnikov s shizofrenijo. Sodelovanje pri zdravljenju pa je slabše tudi pri kroničnih duševnih bolnikih, ki ob tem zlorabljajo droge, alkohol ali druge psihoaktivne snovi. Dejavniki sodelovanja s strani okolja, torej svojcev in širše družbe. Tukaj mislimo na to, kako okolje podpira zdravljenje, na primer s prilagoditvijo delovnih pogojev kroničnemu bolniku ali s plačanim bolniškim staležem v času izbruha bolezni ali s socialno podporo bolniku, ki ne zmore pridobitnega dela in na primer z omogočanjem ustreznih stanovanjskih pogojev.
Kakšno je sprejemanje duševne bolezni v družini ali v delovnem okolju ter sprejemanje zdravljenja duševne bolezni z zdravili in ali psihoterapijo? Govorimo o stigmi, o negativni označenosti duševnih bolezni ali duševnega bolnika v družbi. Ko govorimo o sodelovanju svojcev v zdravljenje, mislimo tudi na to, ali svojci sploh želijo sodelovati v zdravljenju, ali morda bolnika prepričujejo v nejemanje zdravil in neupoštevanje zdravnikovih priporočil. Med dejavnike sodelovanja s strani okolja pa štejemo tudi povsem praktične probleme, kot so, kako daleč je na primer psihiatrična ordinacija od bolnikovega doma, ali je dostopna z javnim prevozom, kolikšne so čakalne dobe, kje je lekarna, kje so dnevni centri in skupine za samopomoč, center za socialno delo in vse druge oblike psihosocialne pomoči, ki bolniku lahko olajšajo sodelovanje v zdravljenju. Ko govorimo o dejavnikih sodelovanja s strani zdravil, je najpomembnejši dejavnik učinkovitost zdravila v premagovanju bolezenske simptomatike, ki bolnika ovira v vsakdanjem življenju. Tukaj mislim predvsem na to, kako bolnik sam občuti učinkovitost zdravila. Torej, kako bolnik zaznava izboljšanje, kaj njemu pomeni izboljšanje, kako on občuti večjo kvaliteto življenja oziroma zdravje nasproti bolezenskim simptomom. Neželeni učinki pa so poleg neučinkovitosti zdravila najpomembnejši razlog za opuščanje zdravljenja. Oblika in aplikacija zdravila pomeni na primer, da ima bolnik rajši tablete kot injekcije ali rajši majhne tablete kot velike kapsule, rajši hitrotopne in šumeče tablete ali rajši obliže. Vzorec odmerjanja pomeni, kako pogosto in kdaj bolnik jemlje zdravila, na primer enkrat dnevno ali trikrat dnevno, ali ima recimo injekcijo z dolgo delujočim antipsihotikom vsak teden ali morda enkrat mesečno ali celo redkeje. Več kot jemlje bolnik različnih zdravil, manjša je verjetnost, da jih bo jemal točno po navodilih. Dejavniki sodelovanja s strani zdravnika. Odnos je temeljno orodje psihiatra. Odnos med bolnikom in njegovim psihiatrom je edinstven. Vsebuje zdravnikovo poznavanje bolnika, tudi skrivnosti in ranljivosti, ki jih morda nihče drug ne ve. Vključuje bolnikovo zaupanje v zdravnikovo usposobljenost in skrb, pa tudi zaupanje zdravnika v bolnika in njegova prepričanja ter poročanje o simptomih. Vključuje še zdravnikovo zavezanost, da bolnika ne bo zapustil. Bolnik in zdravnik gradita medsebojno spoštovanje in naklonjenost. Da pa zna psihiater razvijati in uporabljati ustrezen odnos, se mora stalno izobraževati, utrjevati dobre izkušnje in preverjati svoj pristop. Odnos v dolgotrajnem zdravljenju je kompleksen in se gradi skozi leta. Če zdravnik zaupa v način zdravljenja in zdravila, ki jih da, ki jih ponudi bolniku, se to izraža tudi v njegovem načinu komunikacije. Seveda je zelo pomembna zdravnikova sposobnost podajanja informacij bolniku
na njemu razumljiv način. Po pregledu dejavnikov, ki vplivajo na sodelovanje v zdravljenju, lahko poskusimo pogledati, kako lahko zboljšamo to sodelovanje. Ob sprejemanju razlik v prepričanjih, sprejemanju in razumevanju diagnoze in predlaganega zdravljenja med zdravnikom in bolnikom, lahko razvijamo ustrezen odnos, ki temelji na spoštovanju, zaupanju, sodelovanju in aktivni vlogi bolnika. Pomembno je vedeti, da je končna odločitev o tem, kako bo sodeloval v zdravljenju, v rokah bolnika. Zdravnik lahko s svojim znanjem in izkušnjami bolnika z njegovimi prepričanji in željami aktivno in empatično posluša, se z njim dogovarja za skupne in dosegljive cilje v zdravljenju in ustvarja kvaliteten, zaupen odnos. Dogovora in zaupnega odnosa ni vedno enostavno doseči. Potrebni so čas, znanje in vztrajnost ter učinkovita komunikacija. Psihiater svojega bolnika obravnava celostno, zato poskuša vplivati na vse prej navedene dejavnike, da bi povečal uspešnost zdravljenja. Svetuje tudi svojcem, kako naj se vključijo v zdravljenje, kako naj sprejemajo bolnika, kako naj mu pomagajo sodelovati v zdravljenju. Osvešča okolje o pomenu zdravljenja duševnih bolezni in s tem zmanjšuje stigmo. Psihiater se trudi bolniku približati vse oblike psihiatrične pomoči in seveda tudi pri izbiri najbolj učinkovitega načina zdravljenja in učinkovitega zdravila s čim manj neželenimi učinki. Moje sklepne misli so: končna odločitev o sodelovanju v zdravljenju je večinoma v rokah bolnika in temelji na njegovih izkušnjah, prepričanjih in željah. V dolgotrajnem zdravljenju bolnikov s kroničnimi duševnimi motnjami je odnos med bolnikom in njegovim psihiatrom zelo pomemben. Z aktivnim pristopom in ustreznim odnosom lahko zdravnik prispeva k boljšemu sodelovanju bolnika v zdravljenju in s tem k uspešnosti zdravljenja. Za optimalen odnos z zaupanjem, spoštovanjem in naklonjenostjo pa bolnik in njegov psihiater potrebujeta čas, motiv, vztrajnost in potrpežljivost. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Veseli me, da sem lahko ponovno sodeloval na tednu možganov. Zdaj pa čakam na vaše vprašanje. Peter, hvala ti za tole zelo zanimivo predstavitev. Zdaj pa se je že pojavilo par vprašanj. Dva se tako zelo navezujeta ena drugega, tako da jih bom kar skupaj vprašala. In sicer, kaj storiti, ko bolnik ne želi jemati zdravil? Drugo je pa, kako ukrepati, ko imamo bolnika, ki ne želi sodelovati. Predvsem v primeru paranoičnih bolnikov, ki nas vidijo kot nasprotnike, vsiljivce in podobno. Hvala za vprašanje. Seveda so, bom rekel, vprašanja kompleksna. Mogoče ni tako enostavno odgovoriti samo z enim stavkom. Seveda, tako kot sem že prej omenil, je zelo pogosto pravzaprav nesodelovanje bolnika in mislim, da je pomembno nasloviti bolnika ravno v teh dejavnikih,
ki sem jih prej omenil. Torej, vprašati bolnika, kakšna so njegova prepričanja, zakaj ne želi jemati zdravila, nekega zdravila, ki mu je priporočeno, ali je njegov dvom v dober namen zdravnika, ne, ali je morda njegovo prepričanje, da mu zdravila škodijo. Potem seveda v takem primeru recimo zdravnik poskuša skozi odnos z bolnikom, skozi razgovor izvedeti, kje so razlogi za nejemanje oziroma nesprejemanje zdravila. Včasih je potrebno poiskati nek skupen cilj, torej ali bolnik morda ne prepoznava, nima uvida, kot sem prej omenil, v lastno bolezen, vendar pa morda ve, da pa je bolje, če jemlje, oziroma da pa si ne želi v bolnišnico. In potem je včasih lahko dogovor tudi tukaj, ne, skozi razgovor, recimo, če pa jemlješ zdravila, potem pa vidiš, da so težave manjše, da prideš v manjši konflikt z okoljem, da ni potrebna bolnišničnega zdravljenja in recimo tukaj dosežemo nek dogovor. To je recimo, ne, tako v bistvu je potrebno izvedeti, kje so razlogi za nejemanje in potem se soočati s temi razlogi in dosegati nek skupen dogovor. Zdaj, drugo vprašanje je pa bilo, kaj storiti, če pa je zaradi paranoičnega razmišljanja. Jaz mislim, da je to v bistvu isto, ne? Spet gre za to, da morda lahko bolniku predstavimo koristi zdravljenja na drug način. Ne tisto, kar si morda želijo svojci ali pa zdravnik v smislu obvladovanja nekih simptomov, ampak da bolniku predstavimo, da bo ob zdravilih njegova splošna kvaliteta življenja boljša, ker ne bo recimo potreboval napotitve v bolnišnico, ker bo imel ob zdravilih boljšo koncentracijo, bo lažje zmogel opravljati običajna opravila, delovno aktivnost in podobno. Upam, da sem nekaj odgovoril. Mislim, da ste super odgovorili. Imamo še čas, kot da bi vam še kar eno vprašanje postavila, in sicer, kako ohraniti odnos bolnik-psihiater, če preko terapije poglobimo naš odnos? Kako odreagirate v primeru, ko bolnik vzame odnos za prijateljstvo? Ja, poglejte, odnos psihiatra in bolnika, tako kot sem omenil, je zelo edinstven, zelo na nek način globok. Zato, ker govorimo o čustvih, govorimo o razmišljanjih posameznika, ki bolj, ko nam zaupa, bolj globoke misli, bolj globoka čustva nam deli z nami. In seveda nam mora zelo zaupati, mora nas spoštovati, če naj deli z nami te misli in ta čustva. Zdaj, seveda, psihiater, ki je bolniku naklonjen in ki je sposoben empatije, ki je sposoben sprejemati te težke včasih misli in globoka čustva, ranljivosti, skrivnosti pacienta, seveda lahko pacient to tudi doživlja kot, bom rekel, globlja povezava. Včasih je povezava med bolnikom in psihiatrom bolniku lahko najpomembnejša povezava v življenju, torej najgloblji odnos. In seveda je to do neke mere, so to elementi prijateljstva, ne? Seveda pa je naloga psihiatra, da pozna meje. Torej, ne, kje gre za, bom rekel, profesionalen odnos zdravnika z bolnikom in seveda, da se tega zaveda in včasih to seveda tudi mora povedati bolniku. Super, hvala. Pa še eno vprašanje, ste sicer tudi nekaj že omenili v predstavitvi, ampak mogoče boste še imeli kaj za dodati.
In sicer, kaj je najbolj pomembno za uspešno zdravljenje? Najbolj pomembno, ja, težko, v bistvu gre za kombinacijo, ne, stvari, ki so najbolj pomembne. Jaz bi tako rekel, v začetku je zagotovo, ali pa v začetku nekega odnosa je zagotovo pomembna jasna komunikacija. Torej, da je zdravnik sposoben vzpostaviti osnovni odnos z bolnikom, da se bolnik počuti varnega in da lahko zaupa zdravniku, da lahko sprejme, da je zdravnik na njegovi strani, da je zdravnik zato tukaj, da mu pomaga. Ko je ta, bom rekel, prvi korak narejen, potem lahko seveda skozi čas vzpostavljata, gradita globlji odnos, vzpostavljata globlje spoštovanje in seveda gradita potem naprej druge načine zdravljenja. Ampak brez sprejemanja drug drugega, ali pa bom rekel, če bolnik ne zmore sprejeti zdravnika, potem bo zelo težko sprejel način zdravljenja in seveda zdravila, ki mu jih zdravnik priporoči. Pa res še zadnje vprašanje, in sicer, ali je možno razvoj nekaterih duševnih bolezni vnaprej napovedati? Ja, to zdaj težko, to je zelo široko spet področje, ampak v neki meri se da napovedovati morda potek, ko imamo neko bolezen, pa lahko imamo določene dejavnike, ki napovedujejo ugodnejši potek bolezni. Ampak vi ste me vprašala o razvoju, torej ali se sploh lahko napoveduje razvoj neke bolezni. Veliko raziskav je na tem področju, skratka, ali so dejavniki, ki bi recimo pri najstnikih odkrili povečano tveganje za razvoj kronične duševne bolezni, recimo shizofrenije ali katere druge. Je nekaj dejavnikov tveganja, vendar mislim, da smo še daleč od tega, da bi lahko napovedovali razvoj duševne bolezni pri posamezniku z nekaj dejavniki tveganja.